zvesti spremljevalec družabnih dogodkov in pomembnih mejnikov v življenju. Hkrati pa povzročitelj okoli 1000 smrti v Sloveniji na leto. Govorimo o alkoholu. Pije ga okoli 80% odraslih, v približno takšnem odstotku pa ga pijejo tudi naši 17-letniki, saj sami tako pravijo. O dvoličnem odnosu Slovencev do alkohola, posledicah opijanja na mlade in konec koncev tudi o tem, ali je kozarec rdečega vina res dober za kri, pa danes Maja Roškar, naša strokovnjakinja na področju alkohola. Lepo pozdravljeni. Dajva se morda najprej dotakniti trendov pitja alkohola pri mladih. Kaj ti kažejo? V raziskavi, ki jo na našem inštitutu opravljamo vsake 4 leta, ugotavljamo, da približno, tako kot ste že rekli, 80% mladih, to je 17-letnikov, pravi, da so alkohol že poskusili. Pa tukaj ne gre za čisto majhno količino alkohola, ampak jih vprašamo, če so že poskusili kozarec alkoholne pijače. Kar pa se tiče trendov, to raziskavo izvajamo od leta 2002. 2022 je bila zadnja raziskava, tako da imamo že neko 20-letno obdobje, pa ugotavljamo, da so trendi pitja in pa upijanja med mladimi ugodni. To pomeni, da skozi to obdobje upadajo. Smo pa ugotovili v zadnji raziskavi zelo tako zanimivo stvar, in sicer mi vemo, da za odrasle velja, da moški pijejo več kot ženske, in to velja tudi za mladostnike. Pri mladostnikih pa smo ugotavljali, da se je ta razlika med spoloma je bila vedno manjša, in v zadnji raziskavi pa se je prvič zgodilo, da so 17-letnice celo presegle 17-letnike. Tako da ta nek zasuk, preobrat med spoloma se nam je zgodil. Čemu pa to pripisujete? Ta porast pitja, predvsem pri dekletih, tudi v odrasli populaciji nekako ugotavljamo, da predvsem med ženskami prihaja do porasta, medtem ko so med moškimi nekako številke kar enake v vseh teh letih. Pripisujejo avtorji v literaturi zelo različnim vzrokom. Eden izmed njih naj bi bil vpliv in pa delovanje alkoholne industrije. Tu obstaja zelo zanimiva zgodba, ki ni zgodba, ampak je resnična. Znan profesor socialnega marketinga Hastings je v Angliji dobil od vlade dovoljenje, da je lahko dostopal do dokumentov alkoholne industrije, in je ugotovil, da so se v bistvu načrtno usmerjali v mlada dekleta, torej da bi čim prej mlada dekleta začela piti alkohol. To pa so naredili tako, da so ustvarili neke všečne izdelke. Če mi 15-letnico vprašamo, če je okus vodke všeč, bo večina rekla ne. Če pa dodamo neko všečno embalažo, okus po jagodi, potem pa je zgodba drugačna. Tako kot se nam je podobno pri cigaretih zgodilo, ki so bili zelo usmerjeni v mlade ženske, slim z metuljčki, podobno se je tudi pri alkoholu. Drug tak zelo pogost razlog pa je, da so ugotovili, da v državah, kjer se družbene vloge med spoloma izenačujejo, da se žal izenačujemo tudi v tveganih vedenjih, torej da dekleta, ženske zelo dohitevamo moške, vsaj kar se pitja alkohola tiče. Če smo že pri alkoholni industriji, v zadnjem času so zelo popularne pijače z nižjo vsebnostjo alkohola ali pa celo 0,0 alkohola. Kako gledate na ponudbo takih pijač in njihovo promocijo in vse večjo razširjenost, priljubljenost? Res je, pijače za manjšo vsebnostjo ali pa brez alkohola so zelo priljubljene in so v porastu. Kar se tiče samega vnosa alkohola, seveda pozdravljamo to, da človek popije manj alkohola. Bi pa pri tem radi opozorili na to, da v Sloveniji zakonodaja določa, kaj je alkoholna pijača. In pri nas se kot brezalkoholna pijača lahko oglašuje vsaka pijača, ki ima manj kot 1,2 volumska odstotka alkohola. Tako da alkoholna industrija v resnici lahko oglašuje pijačo kot 0,0, pa v resnici vsebuje nekaj alkohola, kar zelo opozarjamo, predvsem v primerih, ki jih zasledimo, da nekateri starši menijo, da je taka pijača primerna tudi za otroke,
kar ni res, ne? Tako da je zelo za preveriti na embalaži, kaj to pomeni. Druga stvar, na katero pa opozarjamo, je pa to, da v bistvu industrija embalaža teh manj 0,0 alkohola izdelkov je zelo podobna tistim, ki pa vsebujejo alkohol, ne? Tako da v bistvu tudi okus, tako da v bistvu ne vem, če tu ljudje ločijo med eno in drugo, ne? Tako da v bistvu gre na nek način vseeno za oglaševanje pijač, ki pa vsebujejo alkohol. Tako da pri nas smo zelo pozorni na to in v bistvu tudi kritični. Verjetno je za opozoriti na to dejstvo, ne, da tudi 0,0 alkohol oziroma pijače z domnevno 0,0 alkohola vseeno vsebujejo nekaj alkohola. Morajo biti pozorni starši, pa nosečnice, pa v bistvu vse te ranljive skupine, ne. Tako je, pijača, ki se pri nas oglašuje kot 0,0 alkohola, lahko res vsebuje 0 alkohola, ni pa nujno. Tako da res pozor. Zdaj v tujini nekje beležijo trend pri mladih, če smo še malo pri mladih, da ti sploh ne pijejo alkohola, torej so popolni abstinenti. A to se pri nas že, rekli ste prej, da v bistvu upada poraba alkohola pri mladih, ne? A pa so že večje skupine popolnih abstinentov? Zdaj, tega trenda tako izrazito v Sloveniji še nismo zasledili, vsaj pri nas. Je pa res, da kot ste omenili, se pa v skandinavskih državah, pa tudi Nemčiji, na primer, že pojavljajo skupine mladih, ki pa gredo, ki so popolni abstinenti. In oni celo ne uporabljajo te fraze 0,0 alkohola, ampak govorijo brez alkohola, ravno zato, da se v tem pogledu ločijo od alkoholne industrije. Zelo zanimivo je, da so z dveh vidikov začeli to gibanje, če mu lahko tako rečemo. Eden je iz te okoljske zavednosti, ki je pri njih zelo visoka, torej alkoholna industrija kot še ena od industrij, ki nekako onesnažuje okolje. Drug vidik, s katerega so pristopili, pa je to zavedanje o zdravju, ne? Vrednota zdravja je pri današnji mladini zelo visoko. Zdaj, če pogledamo ostale trende, s kakšnim zamikom nekako pridejo iz teh držav k nam, nekako jaz opažam pri raziskavah, da je to nek 10-letni zamik, ne? Tako da morda lahko pričakujemo v naslednjih letih, sploh glede na te trende, ki jih opažamo med mladimi, ne? In tudi mlajšimi odraslimi, vidimo tja, do 24 leta nam opijanje upada, v starejših starostnih skupinah nam pa narašča. Torej je ta mladina nekako drugačna in upam si trditi, da bo čez 10 let tudi pri nas mladine brez alkohola več. Ampak hkrati pa v teh državah, kjer opažajo abstinente, ne, med mladimi je pa več drugih zasvojenosti, ne? Tako je, v bistvu, ko gledamo na področje alkohola, je fajn, da pogledamo tudi druge psihoaktivne snovi, ne? Zdaj, kar se tiče tobaka, tudi pri nas ugotavljamo, da gre za neke trende upada. Opažajo pa pri mladih odraslih, ne toliko mladostnikih, da pa narašča tudi uporaba konoplje ali pa prepovedanih drog, ne? So pa v teh skandinavskih državah ugotovili, da ne toliko droge ali pa neke psihoaktivne snovi, ampak da gre bolj za porast zasvojenosti z digitalnimi omrežji, ne? Tako da to je neko področje, ki ga v Sloveniji že kar naslavljamo, ampak se mi zdi, da ga bomo v bodoče morali še veliko več. Bo treba biti predvsem pozoren na tem področju, ne? Zdaj, eni statistični podatki kažejo, da otroci v Sloveniji v povprečju prvič pijejo alkohol pri 11 letih. Zasledila sem podatke, da skoraj polovica otrok, ki začne piti v osnovnošolskih letih, postane z alkoholom pozneje zasvojena. Zakaj in zakaj so otroci tako ranljivi, ko gre za alkohol? Mi iz raziskav vemo, da mlajši kot je mladostnik, ko začne piti alkohol, torej ko poskusi neko alkoholno pijačo,
in pa mlajši, kot je, ko se začne opijati, to pomeni, da neko večjo količino alkohola v posamezni priložnosti popije, večja je verjetnost, da bo imel kasneje težave z alkoholom, tudi da bo razvil zasvojenost z alkoholom. Zdaj, v zadnjih 20 letih je bilo narejenih zelo veliko raziskav, ki so pokazale, da so mladi bolj ranljivi za večino učinkov alkohola. In sicer mi vemo, da je obdobje mladostništva, ki naj bi potekalo skoraj do 25. leta starosti, neko obdobje velikih sprememb hormonskih. Vemo tudi, da se možgani še razvijajo in z tega vidika so mladi bolj nagnjeni k nekemu preizkušanju, k tveganju in žal tudi k tveganju oziroma preizkušanju na področju alkohola. Zakaj pa so mladi bolj ranljivi? V bistvu zato, ker ta razvoj možganov ne poteka enakomerno in se ta sprednji del možganov, rečemo mu frontalni možganski reženj, razvija počasneje, kot se na primer razvijajo nekateri drugi deli možganov, predvsem tisti, ki so za nekako emocionalno, čustveno kontrolo zadolženi. In zato, ker se ta sprednji reženj, ki je zadolžen za odločanje, presojanje, kasneje razvije in ker je ta reženj zadolžen tudi za to, kako predvidevamo posledice svojih dejanj, zato mladi prej in pogosteje vstopajo v neka tvegana vedenja in so z tega vidika veliko bolj ranljivi, da se bojo pogosteje opijali. Obstajajo pa v možganih še neke druge strukture, ki so zadolžene in sodelujejo pri vplivu, pri razvoju zasvojenosti in tudi te še niso razvite. Tako da mladostnik ali pa mlad odrasel bo prej postal odvisen od alkohola pri nižjih količinah alkohola, če ga primerjamo z odraslim. In zato, ravno zato se tako zelo na to skupino mladostnikov nekako osredotočamo in res skušamo čim bolj zamakniti te prve poskuse opijanja v neko starejšo starostno obdobje ali pa jih celo preprečiti. Ampak podatki pa kažejo, da tvegano pijejo najpogosteje mlajši odrasli, ne? Ja, zdaj pri mladostnikih, kot sva že govorili, nam te odstotki, so trendi večinoma ugodni, ne, nam odstotki padajo. Zdaj, če bi pogledali malo starejše, mlade odrasle, tja do 24-25 leta, bi tudi videli, da so trendi ugodni, torej opijanje pri njih pada. Če pa pogledamo malo starejše starostne skupine, pa vidimo, da začne opijanje naraščati in narašča predvsem pri tistih od 25. do 35. leta. Ne. Tako da to je taka neka rizična skupina. Zdaj, če bi pogledali te mlade od 25. do 35. leta, pa jih razdelili glede na izobrazbeno strukturo, oziroma dajmo jih najprej glede na strukturo po spolu, ne, bi ugotovili, da približno 3-krat več moških pije v primerjavi z ženskami. Če pa bi to razdelili še po izobrazbeni skupini, bi pa ugotovili, da je pitja pri moških največ v teh nižjih poklicnih skupinah, medtem ko se nam je pri ženskah po letu 2008 zgodil en tak zanimiv obrat in sicer pitja je največ pri ženskah z visoko izobrazbo. Tako da ta skupina do 35 let je v bistvu nekako prepoznana z naše strani kot bolj rizična, kar pa nas skrbi predvsem zaradi tega, ker je to tudi starostna skupina, kjer je največ rojstev v Sloveniji. Mogoče se lahko zdaj navežemo na to, da opozoriva, da je pitje alkohola v času nosečnosti popolnoma nesprejemljivo, ne? Zakaj? Ja, res je. V času nosečnosti ne obstaja varna količina alkohola, ne? To pomeni, da je vsako pitje alkohola tvegano. Zakaj? Vemo, da se zarodek ali pa plod razvija skozi celo nosečnost, tako da zaradi alkohola lahko, torej če gre za neko opijanje ali pa pitje večjih količin alkohola, lahko pričakujemo neke spremembe ali pa neke težave v samem razvoju.
Predvsem pa so tukaj najbolj na udaru možgani, ne? Ker vemo, da se centralni živčni sistem pa se razvija skozi celotno nosečnost. Torej, ne moramo govoriti niti o nekem varnem obdobju za pitje alkohola, niti o varni alkoholni pijači. Ne? Dostikrat ljudje rečejo, saj pa pivo je manj nevarno od žgane pijače, kar je z vidika telesa povsem vseeno. Pomembno je, koliko alkohola vnesemo v telo in čisto vseeno je, ali ga vnesemo s pivom ali pa za neko žgano pijačo. Tako da v nosečnosti torej 3 stvari so zelo pomembne. Ni varnega obdobja, ni varne alkoholne pijače in pa ni varne količine alkohola. Tako da tule res svetujemo, da ženska pač se odreče alkoholu. In pa zelo pogosto, ko govorimo o alkoholu in nosečnosti, se zelo osredotočamo na žensko in vso odgovornost pripisujemo njej. Vemo pa, da na to, ali bo ženska pila v času nosečnosti, vpliva tudi njen partner, vpliva tudi družba, v kateri se giblje, vpliva tudi neka zakonodaja, ki velja, vpliva tudi gostinec, ki bo postregel ali ne bo postregel alkohola. Tako da je to nekako odgovornost nas vseh, ne samo ženske, ki je noseča. Ampak a lahko razložite v bistvu, ko ženska oziroma ko nosečnica, če spije kozarec alkohola, na kakšen način to pride otroka? Pride takoj, ne? Prek krvi in kako se dvigne raven alkohola v otroku? Tako je, ko nosečnica pije alkohol, v bistvu dostikrat velja zmotno prepričanje, da to ne pride do otroka, pa ni res, ne? Alkohol skozi krvni obtok pride tudi do otroka in v bistvu že v nekaj minutah v bistvu ali pa do 1 ure lahko doseže isto raven alkohola, kot jo ima mama, ali pa celo višjo, ne? Ker vemo, da je otrokov krvni obtok manjši. Zelo pomembno pa je opozoriti na to, da je otrok manjši in tudi njegova jetra, torej organ, v katerem se alkohol presnavlja, so manjša, kar pomeni, da bodo, če vemo, da odrasla jetra potrebujejo približno 1 do 2 uri, da presnovijo na primer deci vina, bo to pri otroku, nerojenem otroku trajalo veliko dlje, ker so njegova jetra manjša, sposobnost presnove alkohola je manjša, kar pomeni, da bo ta čas, ko bo alkohol lahko škodljivo vplival, pri njemu veliko daljši. Nekatere raziskave kažejo na to, da v bistvu nosečnice lahko zelo spremenijo svoj način življenja, ne? Mnoge se pa pač ne odpovejo alkoholu niti v nosečnosti. Iz raziskave, ki je sicer starejša, ampak mislim, da bi še vedno ti podatki veljali, ugotovimo, da približno 1/3 nosečnic ne opusti pitja alkohola v času nosečnosti, ne? Kar je v bistvu morda bolj moje opažanje, ampak tako, ko opazujem nosečnice, takrat smo zelo ali pa so zelo nekako, kako bi temu rekli, zelo spremenijo svoja vedenja, pazijo, kaj jejo, se ukvarjajo s športom, nekako skrbijo za zdrav življenjski slog. Pri alkoholu pa nekako obstaja občutek, kot pa da teh navad ne spremenijo, oziroma vsaj ta 1/3 ne. V tej isti raziskavi smo tudi ugotovili, da približno 40%, to je zelo veliko, ne, skoraj vsaka druga nosečnica je bila mnenja, da je neke manjše količine alkohola ne bodo škodovale plodu, ne. Zdaj, mi res ne moremo trditi, da bo neka manjša količina povzročila neke daljnosežne okvare pri otroku. Ne vemo pa tudi, da jih ne bo, ne? Ker pač raziskav, ki bi jih izvajali pri nosečnicah in rekli, polovica nosečnic bo pila alkohol, polovica ne, jih ne moramo izvajati. In pa tudi ženske so si med sabo različne, tako da lahko, da bo neka količina pri določeni vplivala na otroka, pri drugi nosečnici pa ne. Tako da tule res velja neko priporočilo, da alkohola ne pijemo, ne, v času nosečnosti, ker vemo, da pitje alkohola lahko povzroči prezgodnji porod, lahko povzroči splav. Vemo tudi, da vpliva, če smo prej rekli, da zelo vpliva na razvoj možganov, da vpliva tudi potem na neke nevropsihološke primanjkljaje pri otrocih, kot so na primer
Doskrat jih ugotovimo potem, ko otrok vstopi v šolo, ne, da ima težave z učenjem, s pozornostjo, je hiperaktiven in v bistvu neki taki skrajni obliki vpliva alkohola na otroka pravimo fetalni alkoholni sindrom. To gre res za neko skrajno obliko, kjer gre tudi za neke posebne obrazne značilnosti. Ta fetalni alkoholni sindrom gre res za otroke, ki celo življenje potrebujejo neko skrb. So nekako psihično, čustveno, tudi fizično nekako imajo zelo veliko primanjkljajev. Tako da je to področje, ki ga še ne prepoznamo dobro. Nekako po ocenah naj bi bilo tja do 40 otrok se rodilo s tem fetalnim alkoholnim sindromom. To niso naši podatki, ampak ocene. Na leto. Na leto, tako V v Sloveniji. povprečju na leto, ja. Zanimivo je v bistvu ta sprejemljivost ali pa nesprejemljivost, ampak te navade nosečnic, da vseeno pijejo alkohol, so zanimive tudi z tega vidika, ne? Da ko je otrok še v materi, ona vseeno pije alkohol, medtem ko verjetno, ko rodi otroku, ne bo dala alkohola za piti, ne? Ja, tukaj gre mogoče res za pomanjkanje nekega znanja, ne. V bistvu mi smo imeli en filmček, 9. september je svetovni dan, ko obeležujemo fetalni alkoholni sindrom in takrat res še bolj opozarjamo na nezdružljivost alkohola in nosečnosti. In tam zelo opozarjamo na to, ne, oziroma imamo celo stavek, da ko alkohol pije mama, ga pije tudi nerojeni otrok, ne. Torej, gre res za to dvoličnost, ne, ko pa je otrok manjši, pa saj v večini primerov ga ne bi otroku dali, ne. So pa verjetno ne tako nedavni preteklosti tudi v Sloveniji dajali otrokom, dojenčkom, so jim dude pomakali v alkohol in pa ne vem, na flaško so jim dali alkohol, da so bolje spali, ne? Ja, res je. Mogoče predno odgovorim na to vprašanje, kako alkohol vpliva na spanje, samo še eno stvar, ki se mi zdi, da je v naši kulturi zelo pogosta. No, tudi sama sem jo kot mama izkusila in sicer zelo pogosto odrasli otrokom damo, na primer vrtčevskim otrokom za poskusiti peno na pivu, ne. In potem smo vsi zbrani, cela družina, otrok poskusi to peno in nakremži obraz in vsi se smejimo, ne. Torej, mi smo otroku dali sporočilo, da ko poskusi alkohol in otroci zelo hitro ločijo, katera flaška je od alkohola, katera ni. Torej, dali smo mu sporočilo, da ko piješ alkohol, je fajn, vsi se smejijo, v središču pozornosti si, potem pa se kar naenkrat ta pravila spremenijo, ne. In če pride domov 15-letnik opit, pa ni več fajn, ne. Torej, zelo neka sporočila dajemo otrokom, da je alkohol fajn, da je zabaven, da si frajer, da si pogumen, če piješ. Tako da mislim, da kot družba se moramo zelo nekako ozavestiti ta pravila in mogoče, če bi jih ozavestili, jih niti ne bi sporočali mladim. Če pa greva nazaj na spanje in pa alkohol, v resnici so ugotovili, da v primeru, ko je mama pila alkohol, pa na primer dojila, torej tudi pri dojenju alkohol prehaja skozi mleko v otroka, torej je tudi otrok imel neko določeno koncentracijo alkohola, so ti otroci veliko prej zaspali v primerjavi z drugimi, je pa bil spanec manj kakovosten in pa prej so se zbudili. Tako da nek celokupen vpliv alkohola na spanje pri otrocih in pri odraslih ni ugoden. Tukaj lahko se naveževa tudi na tale mit, ki velja, ne, da ženske, ki pijejo pivo, imajo več mleka. Zelo pogost je ta mit, ja, o tem, da pitje alkohola, predvsem piva, poveča količino mleka. Tudi tu je bilo narejenih zelo veliko raziskav in ne žal, ampak z našega vidika z veseljem so ta mit ovrgle. Torej, pitje katerekoli alkoholne pijače, tudi piva, ne poveča količine mleka, ampak ravno nasprotno. Ugotovili so, da moti nastajanje mleka pri materi, gre pa čisto za subjektivni občutek matere, da ima več mleka in sicer iz dveh razlogov.
Prvi je ta, da je s pivom popila večjo količino neke tekočine, ne, in je pač občutek v prsih, da so bolj, kako bi temu rekli, da so bolj polne, hvala, nekako ta subjektivni občutek polnosti dojk. Z drugega vidika pa, ker je mleka manj, otrok sesa bolj in večkrat prosi, da je pristavljen, in zato ima mama občutek, da je mleka več. Ampak ko so spremljali v raziskavah količino mleka, so ugotovili, da ti otroci dobijo manj mleka. Prej smo se že malo dotaknili te družbene sprejemljivosti alkohola v Sloveniji, ne? Velja za nas, da smo mokra kultura, da vsako priložnost pospremimo z pitjem alkohola, med drugim tudi recimo rojstne dneve otrok in tako naprej. Koliko pa Slovencev pije več, kot je meja manj tveganega pitja alkohola? Mi vidimo, da čezmerno iz raziskav, ki jih na našem inštitutu opravljamo, mogoče vzamemo ta podatek. Vsaj enkrat na leto tvegano ali škodljivo pije vsak drugi prebivalec Slovenije, odrasel. To pomeni, da pije na način, kjer je neka škoda zaradi alkohola že prisotna, pa tu ni nujno, da govorimo samo o neki škodi na zdravje. To je lahko tudi škoda, da se zapletemo v prepir, da povzročimo prometno nesrečo, da imamo težave v odnosih, naslednji dan ne moremo v službo. Torej, bodisi je pri vsakem drugem Slovencu škoda že prisotna ali pa pije na način, s katerim tvega škodo, kar pomeni, če bo dolgoročno na ta način pil, se bo pa škoda pojavila. Tako da ta podatek je zelo visok, govorimo pa o tem, da gre za tako pitje enkrat na leto. Ali meja kozarec vina na dan za žensko oziroma 2 za moškega pomenijo tudi varno pitje? Je to takšno pitje tudi zdravo? Zdaj o zdravem ali varnem pitju alkohola ne moremo govoriti. Že Svetovna zdravstvena organizacija je pred leti govorila o tem, da varnega, zdravega pitja alkohola ni. So pa te meje, ki nam pa pomagajo predvsem oceniti način našega pitja. In sicer, če pijemo manj pod temi mejami, je tveganje za neko škodo, ki lahko nastane zaradi alkohola, manjše, ni pa odsotno. Če pa pijemo več, kot so te meje, pa tveganje začne naraščati. Torej gre vse v smislu tveganja. Več kot popijemo, večja je verjetnost, da bo nastala neka škoda. Edina varna meja, oziroma niti ne meja, ampak edino varno je, če alkohola ne pijemo. Torej, za vsako količino popitega alkohola pa začne tveganje naraščati. Tako da o varni, zdravi meji nikakor ne moramo govoriti. Ker treba je tudi upozoriti, recimo, da prav takšna količina alkohola, torej recimo, če ženska popije 1 kozarec vina na dan in to redno pije, že takšna količina alkohola poveča možnost za nastanek raka na dojki, ne? Tako je, ugotovili so, ne, ko smo govorili o teh mejah, smo rekli ne več kot deci vina za žensko na dan. In že pri tej količini so ugotovili, da tveganje za raka na dojki pri ženski narašča. Mi vidimo iz naših raziskav, da so te povezave med alkoholom in rakom med prebivalci zelo neznane, da jih v bistvu preseneti, da alkohol povezujemo z rakom. Mi vemo, da alkohol povečuje več vrst rakov, in sicer ustne votline, žrela, požiralnika, želodca, jeter, med njimi pa tudi rak dojke. Mehanizmov v ozadju tega je več. Mogoče izpostavim tega, da v bistvu alkohol lahko vpliva na celico, lahko poškoduje zgradbo celice in pa tudi vpliva na, predvsem pri ženskah, na hormonsko neravnovesje. In mogoče zgolj ta podatek, ki ga tudi večina ljudi ne ve, pa mene na primer, pa mislim, da še marsikoga zelo nekako stisne, da je združenje, ki proučuje snovi, ki so rakotvorne,
že pred leti alkohol uvrstilo v rakotvorne snovi prvega reda. To pomeni med tiste snovi, kjer je res jasno, da gre za te povezave. Ne? In če bi mogoče to ljudje vedeli, bi mogoče tudi manj z tega vidika alkohola pili. No? Mene v bistvu zelo preseneti ta podatek, ne? Da gre za rakotvorno snov, ki jo vnašamo v svoje telo. Pri drugih snoveh, ki so rakotvorne, se bi mogoče prej zdrznili, kot pa pri alkoholu, ki je res, kot ste rekli, nekako zelo vpet v našo kulturo, lahko dostopen, sprejemljiv. Ja, sej verjetno na alkohol ne gledamo kot rakotvorno snov ravno iz tega razloga, ne? Ker ga pač vsi pijemo, oziroma 80% ljudi ga pije, recimo vseeno imamo drugačen odnos do njega kot do cigaret, ki jih pa kadi bistveno manj kot pije alkohol. Ne? Ja, v bistvu je ta sprejemljivost alkohola zelo velika pri nas. Ne? Tudi vidimo pri mladostnikih, da zelo lahko dostopajo do alkohola, več kot polovica jih nima. To je ugotovila nevladna organizacija Brez izgovora, kjer izvajajo tako imenovane skrite nakupe, kjer gre skoraj polnoletna oseba v trgovino in kupi alkohol, in so ugotovili pred leti, da več kot v 80% so bili ti nakupi uspešni. Zdaj se je številka znižala, ampak še vedno je več kot polovica. Ampak kar pa mene še bolj preseneti oziroma skrbi, pa je to, da seveda mladi nimajo težav in najpogosteje nakupujejo alkohol na bencinskih črpalkah, v kakih manjših trgovinah, kjer ne preverjajo starosti, ampak ga v veliki večini pa dobijo doma. Ne? Tako da mislim, da smo tukaj tudi starši in vsi tisti, ki lahko naredimo neko spremembo. Ja, kar 6 od 10 mladih dobi alkohol doma. Ne? Kakšno je to v bistvu nam sporočilo staršem? Kaj moramo narediti? Kaj je tista preventiva učinkovita, da naš otrok pa pač ne bo posegal po alkoholu? Sploh pa recimo, kaj pa če je doma in gre sam in gre piti alkohol? Tega si nihče verjetno ne želi od nas staršev. Zdaj, dejavnikov, ki vplivajo na pitje mladostnika, je zelo veliko. Od nekih osebnostnih, genetskih značilnosti do okolja, v katerem živi. So pa starši, ki ste jih omenili, zelo pomemben dejavnik. In sicer starši so lahko s svojim odnosom, zgledom dejavnik, ki bo pospešil pitje alkohola, temu rečemo, da so dejavnik tveganja, lahko pa so s svojim odnosom dejavnik, ki bo to pitje zavrl, ga zmanjšal. V tem primeru pa so varovalni dejavnik. In na tem področju, kako odnos staršev do pitja alkohola pri njihovih otrocih vpliva na samo pitje alkohola pri teh otrocih, je bilo v zadnjih 20 letih narejenih zelo veliko raziskav. Tako da tukaj sploh več ni vprašanje, če ta vpliv je. Ne? Vemo, da je. In te raziskave so v večini primerov med sabo primerjale več tipov družin. Najpogosteje 3. In sicer v prvi skupini so bile družine, kjer staršev alkohol sploh ni zanimal. Se o tem niso pogovarjali z otroci, ali so imeli pa zelo tak permisiven odnos. Torej so alkohol dovolili otrokom, mladostnikom, so celo priskrbeli alkohol. Vidimo naprimer na valetah, dostikrat v Sloveniji starši priskrbijo alkohol. Ali so bili pa mnenja, da je boljše, da piješ v moji družbi, kot pa nekje sam. Ne? V drugi skupini družin so bile družine, kjer pa so imeli starši zelo prepovedovalen odnos. Torej, pod mojo streho alkohola ne bo, če pa bojo pa kazni in kazni in kazni. Niso pa dajali neke možnosti pogovora ali pa nekega zaupnega stika z mladostnikom. V tretji skupini so bile pa družine, kjer sta pa imela starša zelo kritičen odnos do alkohola in sta to tudi otrokom sporočila. Moje mnenje je, da alkohol ni za otroke, mogoče celo navedla, da po raziskavah celo do 25. leta naj ne bi pili, ker so mladostniki bolj ranljivi, učinki večji, in pa tudi sta imela nek stik, v tej družini sta starša imela nek stik z mladostnikom. In ko so vse te 3 družine med sabo primerjali, so ugotovili, da v prvih 2 ni bilo nekih razlik in da v zadnji skupini, kjer je bil ta odnos kritičen, kjer so imeli nek stik, pogovor z otrokom, so njihovi otroci pili najmanj. Začeli so piti pri višjih starostih,
in opijali so se manj pogosto. Tako da starši imamo tukaj lahko zelo dober, ta naš odnos lahko zelo vpliva na to, oziroma je eden od dejavnikov, ki bo odločil, v katero smer se bo mladostnik odločil. Zdaj, pomembno je poudariti, mi imamo tudi zelo veliko delavnic za starše, izvajamo z nevladno organizacijo Zavod Vozim, in tam ne malokrat starši rečejo, pa sej to ni realno, da do 25. leta otrok ne bi pil. Ampak bom zdaj ponazorila zgodbo, ki sem jo sama doma imela, imam doma 23-letnika, bom jo pa povedala skozi svojo izkušnjo, ampak je identična, če jo pogledamo po rezultatih raziskave. Jaz seveda, ker se s tem področjem ukvarjam, smo se o tem zelo velikokrat doma pogovarjali. Jaz sem povedala, da je moje mnenje, da do 25. leta ne, zato ker tako pač kažejo raziskave, da so učinki škodljivi. Vedno sem omenila, če do česarkoli pride, se kaj zgodi, me lahko pokličejo. Potem, ko pa je ta otrok postal star, torej danes 23 let, sem ga pa vprašala, kako mu je to bilo, ko sem jaz skozi o tem govorila, da sem videla, da mu je bilo malo nerodno. Pa rekel, da takrat mu je šlo to na živce, ampak če zdaj pogleda nazaj, je v veliko večjih situacijah zavrnil alkohol in pil manj. In tako kažejo tudi raziskave. Tako da ta naš odnos je zelo pomemben. No? Kdaj pa naj se začnemo pogovarjati z otroci o alkoholu? O alkoholu se lahko pogovarjamo v bistvu že kar kmalu, ne vem, s tem, da tudi je pomembno, da ni treba, da je to zdaj učna ura, kjer sedemo za mizo doma in starši govorimo in predavamo o alkoholu. Ne? Že če boste vrtčevske otroke kaj vprašali, seveda na drugačnem nivoju, ampak oni zelo opazijo, da dedi pije pivo, ne? Ali pa, tako da lahko že tam vprašate, kaj pa ti misliš, kaj je to, zakaj pa je to samo za odrasle. Torej, v vsakem starostnem obdobju na neko temu primerno razvojno stopnjo. Sicer pa nekako v preventivi, šolski preventivi velja, da se v teh prvi triadi, prvi, drugi, tretji razred ne govori toliko o alkoholu, ampak bolj o zdravih navadah. Potem kasneje se pa že začne govoriti o alkoholu, tam otroci do 6. razreda so v bistvu tudi zelo vzamejo te vsebine, da je to škodljivo. Potem v zadnji triadi se pa že začne, da se lahko pogovarjamo tudi naprimer o vplivu alkoholne industrije. Tu zelo radi mladostniki se v bistvu zelo radi upirajo odraslim in tudi staršem. In tukaj, ko jim predstavimo to delovanje alkoholne industrije in da alkoholna industrija v bistvu prodaja izdelek, ki ni varen za njihove uporabnike, se tukaj zelo uprejo. Češ prodajajo nam nekaj, drago je, v bistvu jim pa ni mar za naše zdravje. Ne? To je torej učinkovit, v bistvu preventivni ukrep, da skozi to prizmo pokažemo negativne učinke alkohola. Tako med drugimi se je izkazal tudi ta kot nekako pozitiven. Zdaj, že prej ste omenili, da moški pijejo več kot ženske. V kakšni meri pijejo več kot ženske in pa koliko k temu pravzaprav pripomore povezovanje neke prave moškosti s pitjem alkohola? Med odraslo populacijo vidimo, da moški pijejo približno 3-krat več v primerjavi z ženskami. Pri mladostnikih pa je to razmerje za polovico manjše. Torej tam je ta zbliževanje moških deklet in dečkov v pitju alkohola nekako bolj značilno za to mlajšo starostno skupino. Zdaj, mi vemo, da alkohol je v resnici, ko ste me vprašali, kako deluje za to moškost. Mogoče bo v prihodnosti, glede na to, da vidimo, da ženske dohitevajo moške, to bolj znak ženstvenosti, pač upajmo, da ne. Vemo, da je alkohol v bistvu zavira naš centralni sistem. Bom zelo počasi prišla do te moškosti. Velikokrat mislimo, da alkohol pospešuje delovanje našega centralno-živčnega sistema, zato ker ljudje, ko nekaj spijejo, so bolj pogumni, bolj pogovorljivi, si več upajo. V resnici pa se to zgodi zato, ker alkohol najprej zavre del v možganih, ki je povezan z socialno kontrolo, in zato imamo te socialne kontrole manj.
smo bolj pogumni, si več upamo. Ampak če pijemo naprej in večamo količino alkohola, ki ga vnesemo v telo, pa v bistvu alkohol začne zavirati tudi druge vidike centralnega živčnega sistema. In prva stvar, ki jo opazimo, je to, da se nam zapleta jezik, da motorično nismo spretni, imamo daljše reakcijske čase. In če bi tako povečevali količino alkohola, bi v bistvu alkohol zavrl tudi naše dihanje, ne? Tako da lahko pride tudi do smrti. Tako da mislim, da predvsem zaradi teh začetnih vplivov, ne? Da nekako si več upamo, smo bolj pogumni, sej si frajer, če piješ, seveda boš pil, ne? Da zaradi tega to nekako povezujemo s temi moškimi značilnostmi, saj moje mnenje je tako, no, ne vem. Ker imamo pa zelo zanimiv odnos, ne, z alkoholom v Sloveniji, vsaj v Sloveniji, pa verjetno tudi širše. Če nekdo ne pije alkohola, se mora pravzaprav zagovarjati, zakaj ne pije alkohola, ne? Ja, res je, ne? To je tudi tako ena zanimiva stvar, ne? V bistvu, če ne pije, čuden je tisti, ki na zabavi ne pije alkohola, ne? In je v bistvu tisti, ki je deležen opazk, ne? Da se ne zna sprostiti, da si ne upa, da ni zabaven, ne? V bistvu se moraš nekako zagovarjati, da alkohola ne piješ, ne? Jaz to dostikrat pri teh delavnicah za starše ali pa pri otrocih rečem, zakaj se moramo zagovarjati, da alkohola ne pijemo, za brokoli nas pa nihče ne vpraša, zakaj ga ne jemo, ne? Pri alkoholu pa toliko nekega truda in napora moramo v to vložiti. Je pa še en tak, ki ste govorili o tem odnosu, ne? Tak dvoličen odnos, da dokler se zabavamo, pijemo alkohol, je vse v redu, ne? Takrat ga v naši družbi zelo spodbujamo. Ta vrstniški pritisk je v vseh starostnih skupinah zelo močen. Ko pa se nekaj zgodi, na primer, da kdo povzroči prometno nesrečo, postane zasvojen z alkoholom, takrat pa se ta plošča obrne, ne? Takrat pa smo polni stigme, lega, kako je lahko to dopustil, je šibek kot osebnost, čeprav vemo, da je zasvojenost bolezen in da to ni odraz neke šibke osebnosti, ne? Tako zelo dvolični smo v našem odnosu. Prej ste govorili o tem, da moški 3-krat bolj prekašajo ženske pri pitju alkohola, ampak hkrati pa se ugotavlja, da so posledice pitja alkohola pri ženskah večje. Res je, pri enaki količini popitega alkohola bo škoda zaradi alkohola pri ženski večja. Pa na primer vzamimo za primer moškega in žensko, ki imata enako telesno težo, pa bom na tem primeru razložila, zakaj. Prva razlika je že ta, mi vemo, da se encimi za presnovo alkohola so v jetrih. Pri moških in pri ženskah. Vendar pa se pri moških začne alkohol presnavljati že v želodcu. Tako da v bistvu že manjša koncentracija, manj alkohola pride v krvni obtok pri moškem. Pri ženskah pa so te encimi samo v jetrih in se tam začne presnavljati. Tako da bo ženska pri enaki popiti količini alkohola imela višjo koncentracijo alkohola v krvi. To je tak prvi. Druga razlika pa je v tem, da smo si moški in ženske različni v zgradbi telesa. Ženske imamo več maščobe in manj vode in moški pa imajo manj maščobe in več vode. In alkohol se topi v vodi, kar pomeni, ker imajo ženske manj vode, se bo porazdelil na manjšo količino, zato bo koncentracija večja. Tako da tudi z tega vidika torej obstajajo neke biološke razlike med moškimi in ženskami in zato pri isti količini popitega alkohola je škoda za ženske večja v primerjavi z moškimi. Prej ste omenili, da veliko alkohola popijajo predvsem moški nižje izobrazbe, ali sem si prav zapomnila? Kako je pa, in pa da narašča ta trend visoko izobražene ženske. Kako je pa kako pa kažejo podatki o spitem alkoholu glede na
družben status, glede na socialno-ekonomski status? Načeloma velja, da več alkohola, kot popijemo, večja je škoda. Ko pa primerjamo oziroma ko pogledamo, kaj nam kažejo podatki raziskav, ki pa gledajo škodo zaradi alkohola pri različnih skupinah, torej pri različnih družbenih razredih, ki imajo različen socioekonomski položaj, pa ugotovimo, da je ta povezava malo bolj zapletena. In temu rečemo alkoholni paradoks. Tak izraz se je nekako uveljavil v literaturi. Gre pa za to. Ugotovili so, da osebe, ki prihajajo iz razredov z višjim socioekonomskim statusom, pijejo več in se pogosteje opijajo v primerjavi s tistimi, ki so iz nižjega socioekonomskega statusa, in pa še pri tistih, ki so iz nižjega ekonomskega statusa, je več oseb, ki alkohola ne pijejo. Torej bi lahko rekli, da bo pri njih, torej pri teh z nižjim socioekonomskim razredom, škode manj, tako bi sklepali, ne? Vendar pa se zgodi nekaj, oziroma če pogledamo zraven še druge dejavnike, pa nam ti razložijo, zakaj pa vseeno, kljub temu, da osebe iz nižjega socioekonomskega razreda popijejo manj, da pri njih vidimo več škode zaradi pitja. Najprej bi rekli, da bo obratno, ne? Ampak če pogledamo še neke druge dejavnike, ugotovimo, da so to tudi osebe, ki so finančno manj, ki imajo nižji nek finančni priliv, ali kako bi temu rekli, da so to osebe, ki že sicer si težje privoščijo neko zdravo hrano, težje skrbijo za svoj zdrav življenjski slog. Tudi so to navadno osebe, ki težje poiščejo informacije, težje poiščejo pomoč. In vse to so dejavniki, ki v bistvu, čeprav je pitja manj, to pitje nekako škodo zaradi tega pitja potencirajo. In to je ta alkoholni paradoks. Ne pričakovali bi, da bo tukaj manj škode, v resnici je pa pri teh nižjih osebah z nižjim socioekonomskim statusom škode več, tako da se v bistvu zelo treba usmerjati tudi na te pri informiranju, iskanju virov pomoči, krepitvi zdravega življenjskega sloga in podobno. Spregovorili smo že o tej mokri kulturi oziroma širokem sprejemanju alkohola pri nas, ampak po drugi strani se je vendarle v zadnjih desetletjih so bili narejeni nekateri premiki, predvsem po mojem opažanju pri odnosu alkohola in vožnji pod vplivom alkohola. No. Skratka, če je bil nekdo pred recimo 30 leti označen za pogumnega ali frajerja, če je šel pijan za volan in je pri tem uspel celo domov priti cel, in da ga predvsem niso ustavili policisti in ga oglobili, ne, je danes to, vsaj po mojem opažanju, povsem nesprejemljivo, da bi nekdo šel pijan za volan. To opažanje potrjujejo tudi podatki. Ne? Res je, v bistvu so današnji mladi v tem oziru veliko bolj odgovorni. Ne? Če še pred leti to bilo, se spomnim v moji mladosti, to nekaj, kar je bilo sprejemljivo, ne? Da smo, ne vem, iz zabave kot družina se peljali, pa je bil voznik opit. Danes to več ni sprejemljivo. In vsi ukrepi, ki se nanašajo na vožnjo pod vplivom alkohola, so v bistvu zelo učinkoviti ukrepi alkoholne politike. Ugotavljajo, naprimer pred leti je bila tudi zelo opazna nizozemska kampanja Kdo je Bob? In sicer šlo je za to, da so se mladi pred zabavo dogovorili, kako bodo prišli domov. Torej ena od oseb ni pila alkohola, kar je navidezno zelo dobra rešitev, so pa ugotovili, da so potem vsi ostali popili toliko več alkohola. Ne? Tako da z tega vidika pa v bistvu ni bila tako učinkovita ta kampanja. Zdaj podobno ali pa malce drugačno kampanjo imamo v Sloveniji, ki jo izvaja
nevladna organizacija Zavod Vozim, kjer pa gre za to, slogan je Heroji furajo v pižamah, apelira pa na to, da starši pridejo po svojega otroka, če tudi v pižami in sredi noči. Tu so ugotovili, da je ta moment, da te pride starš iskat, zelo pomemben, ne? Da res mladi pazijo, kakšni bodo, če pride starš po njih. Drugač, kot pa če je sestra, brat, ne? Je že vnaprej en preventivni premik v glavi. Zdaj, pred parimi meseci je izšla knjiga oziroma priročnik znanega radijskega voditelja Mihe Šaleharja o njegovi zasvojenosti oziroma boju z alkoholom. Verjetno ni veliko ljudi, ki so posumili, da ima on z alkoholom težave. Bil je uspešen tako za radijskim mikrofonom, torej uveljavljeno radijsko ime, hkrati je pisal knjige, pa je imel še svoj biznis. Kakšni so obrazi alkohola? Koliko je tega alkoholizma, koliko je zasvojenosti z alkoholom, ki so nam neprepoznavne, no? Koliko ljudi recimo mi na cesti srečamo, pa sploh se nam sanja ne, da imajo težave z alkoholom. Pogosto nekako mislimo, da ljudje, ki imajo težave z alkoholom, so pa tam nekje daleč, ne? To nismo mi, to ni nihče v naši bližini, da so to osebe, ki nekako jih že na videz prepoznamo, brezdomne, nekako neurejene. Nek tak se mi zdi stereotip imamo o tem, kdo je tisti, ki je zasvojen z alkoholom, ali pa celo tako, mogoče malo stigmatizirajoče mu rečemo kar alkoholik, ne? To pa že nisem jaz, to je pa nekje tam, ne? Ampak tako, kot ste lepo povedali, v bistvu mi smo lahko odvisni od alkohola, pa nekako tudi funkcioniramo, smo urejeni, visoko izobraženi, hodimo v službo. V bistvu ena taka glavnih značilnosti, ko že lahko nekako nam posvetijo lučke, da mogoče pa gre za neko zasvojenost, je, da izgubimo kontrolo nad pitjem alkohola. Naprimer, rečemo, danes pa grem na zabavo, popil bom samo kozarec alkohola, potem pa ne zmoremo, ne? Potem pa je eden in drug, torej ta kontrola se izgubi. Potem en tak zelo pomemben dejavnik je še, da občutimo res neko tako močno željo po alkoholu. Ne vem, mogoče si ljudje to lažje predstavljajo pri čokoladi, ali pa ko rečemo, ti je padel cuker, pa imaš tako močno željo, da nič druga ne moreš delati, ampak samo čakaš, da boš nekaj sladkega pojedel. Tako se podobno zgodi pri alkoholu. Tako da obstajajo neki, temu rečemo, diagnostični kriteriji, na osnovi katerih potem zdravniki, psihiatri dajo diagnozo, ki niso značilni samo za tiste osebe tam, ki so neurejene, brezdomne, ampak se res lahko pojavijo pri ljudeh, za katere res ne bi tega rekli, ne? Tudi to ne pomeni, da je oseba vsak dan opita, ne? Mislim, da tudi gospod Šalehar to pove, ne? Da je čez teden opravljal svoje delo, čez vikend pa se mu je to dogajalo, ne? Torej, imel je obdobje, ne? Tako, lahko gre tudi za neka obdobja, ne? Za obdobja, ko povsem abstiniramo, ne? Potem pa res neka obdobja, ko izgubimo to kontrolo. Tako da obrazi odvisnosti so zelo različni, največkrat prizadanejo celo družino, ne? Vemo, da je odvisnost bolezen celotne družine. Kar en podatek je, da je zaradi alkohola tako ali drugače neposredno oziroma posredno v Sloveniji prizadetih 1 milijon ljudi, da se dotakne 1 milijon ljudi, ne? To je polovica Slovenije. Ja, prav tega podatka ne poznam, ampak tako, ko sva razmišljali o alkoholu že zadnjič v najinem pogovoru, sem na primer malo začela računati, ne? Če mi vidimo, da imamo v Sloveniji približno med 800 do 900 smrti zaradi alkohola, ki jih lahko neposredno pripišemo alkoholu. To pomeni, da je vzrok za to smrt res alkohol in nič drugega, ne? To je na primer, če nekdo umre zaradi alkoholne bolezni jeter, je to že skoraj 1000 ljudi, ne? Potem, če upoštevamo še vse tiste smrti, kjer
je alkohol delno zadolžen za to smrt. Naprimer, če ženska umre za rakom dojke, pa je pila alkohol. Pa če bi zraven prišteli še prometne nesreče, bi prišli po ocenah iz literature na približno 2000 smrti zaradi alkohola na leto. To pomeni 5 do 6 smrti na dan. Mi pa vemo, da oseba, ki umre, ima za sabo družinske člane, prijatelje, sodelavce, neko širšo skupnost, v kateri živi. Tako da mislim, da kar hitro pridemo lahko do te številke, ne. Zdaj, vemo tudi, da zelo močno alkohol v družini obremeni otroke. To je morda nekaj, česar se zavedamo v strokovnih krogih, ampak mogoče te pomoči za otroke iz teh družin je še vedno premalo. Dotaknili ste se malo številk, koliko ljudi prehitro umre zaradi alkohola na leto. Kakšen je pa ekonomski učinek alkohola na državo, na BDP? Koliko se recimo porabi denarja za zdravljenje ali pa posledice alkohola, koliko se po drugi strani pridobi iz trošarin, verjetno to posledice močno presegajo prihodke. Koliko je hospitalizacij, izgubljenih let življenja, produktivnosti, ostalih stroškov? Ko je alkohol v bistvu vpliva na vse to, kar ste našteli, pa še več, ne? Vpliva na našo delovno zmožnost, vpliva na naše zdravje. Vpliva tudi v resnici odloča o življenju in smrti, če sva prej govorili o smrtih, ne. Že prej sva rekli, da približno 900 smrti na leto imamo v Sloveniji. To je, če bi rekli na dan, približno 2-3 smrti, kar je celo veliko več kot oseb, ki umrejo zaradi samomora. Če pa bi pogledali, uporabili ste termin prezgodnje smrti. Pri nas kot prezgodnjo smrt jemljemo vsako smrt, ki se zgodi pred 65 letom starosti. In teh je približno 500 od teh 900 smrti. Torej, to so vse smrti, kjer posamezniki izgubijo neka, tudi ta termin ste omenili, zdrava leta življenja, ne. Torej nekako štejemo, da vsa leta življenja pred 65 letom, torej pred nekim mejnikom upokojitve, so v bistvu izgubljena leta, ne. Seveda tudi tista kasneje, ampak ta nekako štejemo v to. In med vsemi leti, ki jih izgubimo zaradi bolezni ali pa invalidnosti ali pa poškodb v Sloveniji, jih gre na račun alkohola kar skoraj 6%. Torej, to so ta leta življenja, ki bi jih ljudje živeli zdravo, kvalitetno, pa jih ne, zato ker so imeli težave zaradi alkohola. In na primer, če povem številko, je to 36 000 takih dni, ne. To si mogoče težko predstavljam, ampak res zelo veliko izgubimo. Tudi produktivnosti veliko izgubimo. Kar se tiče hospitalizacij, vidimo, da vsak dan imamo 10 novih hospitalizacij. Spet zaradi vzrokov, ki jih res lahko pripišemo v celoti alkoholu. To pomeni, da v to hospitalizacijo sodi alkoholna bolezen jeter, na primer ta rak pa ne bo, zato ker tam alkohol ni 100% zadolžen za to. Kar pa se tiče izdatkov, tudi tukaj vidimo, da je ekonomsko breme zelo veliko. Ocene ekonomskega bremena so zelo različne, ker tukaj tudi metodologija izračunavanja se spreminja, ampak tam čez 100 milijonov evrov v bistvu stane našo državo vse te hospitalizacije, zdravila, torej vsi te stroški, zdravstveni stroški zaradi alkohola, kar predstavlja 3% vseh izdatkov za zdravstvo. Kateri so pa tisti učinkoviti ukrepi, da lahko ulovimo nekoga, ki že tvegano pije, ni pa še recimo zasvojen, da preprečimo to zasvojenost? Na kak način se ga lotiti? Torej, že prej sva govorili o teh mejah manj tveganega pitja in oseba, ki pije nad temi mejami,
še ni nujno, da ima kakršne koli težave zaradi pitja. Ne? To je lahko neka zdrava odrasla oseba, ki hodi v službo, pa popije več kot rečemo 2 deci vina na dan, čez vikend mogoče še malo več. Torej gre za osebo, pri kateri je tveganje za škodo veliko. In če bo oseba pila na tak način naslednjih 10-20 let, bo verjetno škoda prisotna, morda se bo razvila tudi zasvojenost zaradi alkohola. In zato na našem inštitutu, najprej skozi projekt SOPA, skupaj za odgovoren odnos do alkohola, sedaj pa tudi v sistemu, zelo targetiramo, ciljamo na te osebe, ki pijejo nad mejami, niso pa še razvile zasvojenosti. Kar pomeni, da v bistvu zdravniki, medicinske sestre s posebnimi vprašalniki ugotavljajo, če oseba pije nad temi mejami. Zakaj je to zelo pomembno? Zato, ker ko se enkrat razvije zasvojenost, osebe zelo težko spremenijo svoje vedenje, ker vemo, če smo prej omenili, da je glavna značilnost odvisnosti izguba kontrole in to je zelo težko nazaj pridobiti. Če pa gre za osebo, ki presega meje, pa še ni odvisna od alkohola, pa je to veliko lažje in ugotavljajo, da z nekimi zelo kratkimi postopki, nekimi motivacijskimi razgovori v bistvu dosežemo lahko tukaj spremembo in oseba zmanjša pitje, kar pomeni, da zelo zmanjša tudi verjetnost ali pa jo celo izniči, da bi do zasvojenosti prišlo. Tako da to je nek velik del aktivnosti, ki jih na našem inštitutu izvajamo. A smo Slovenci iskreni v tem, koliko spijemo alkohola? Ker vseeno, recimo, se mi zdi, da nekako se v teh vprašalnikih želimo prikazati bolj fine, kakor pa smo. Ja, to je vprašanje. Zdaj na našem inštitutu opravljamo zelo veliko raziskav med mladimi in odraslimi, kjer sprašujemo o pitju alkohola, ne. In s tem se ukvarjamo tudi mi na inštitutu, raziskovalci s področji metodologi, tudi v tujini se s tem ukvarjajo in to raziskujejo in nekako ugotavljajo, da naj bi odrasli povedali manj, ne, torej podporočali, da v resnici pijejo več, kot pa povedo. Nekako ugotavljajo, da za par procentov naj bi prišlo do teh razlik. Medtem ko pri mladih ugotavljajo nasprotno, mladi pa nadporočajo, kar pomeni, da povedo malo več, ne, ker je pri mladih pa nekako fajn, če se napiješ, manj je teh socialno zaželenih odgovorov. Tako da to je ena pomanjkljivost, bi temu lahko rekli, populacijskih raziskav in če se jo zavedamo, vemo, da je to majhen delež, tako da mislim, da so ti podatki še vedno tako visoki, da tudi teh par procentov nam ne spremeni slike in kaže na to, da je alkohol res eden večjih javnozdravstvenih problemov pri nas. Kako močno je alkohol zasidran kot vse splošno sprejemljiv v naši družbi, pa kažejo tudi določeni miti, ki obstajajo o domnevno ugodnem vplivu alkohola na naše telo. O enem sva že prej govorili, o produkciji mleka in doječi materi. Eden od takih mitov je tudi recimo, da je rdeče vino, vsaj deci rdečega vina na dan, da je dobro za kri, za srce. Šilce žganjega, da zdravi ali pa preprečuje prehlad, se nas prekuži, razkuži nas, no, od znotraj. Pa da nas alkohol greje v mrazu. Ali kaj od tega, kar sem zdaj povedala, tudi dejansko drži? Raziskave so se zelo ukvarjale s temi miti in jih skušale tudi ali potrditi ali ovreči, ampak pregledne študije kažejo, da niti en od teh mitov ne drži. Na primer s tem mitom, da pitje alkohola razkuži, to so nas zelo popravljali v času covida, ne, ker takrat smo z alkoholom zelo razkuževali, ampak površine in našega telesa, ne, so nas zelo opozarjali, da moramo govoriti o pitju alkohola. Ne od znotraj, samo roke smo razkuževali. Ja. In takrat smo se zelo veliko ukvarjali in pregledovali literaturo na to temo in pitje alkohola v bistvu manjša naš imunski odziv, ne.
Vemo, da v bistvu vpliva na slabokrvnost, da je rdečih krvničk manj, po nekaterih študijah tudi se absorpcija železa zmanjša, tako da alkohol nas v tem smislu, da bi nas razkužil, nas ne bo, ampak bo v bistvu oslabil našo odpornost in pa naš boj proti bolezni. Potem sva pa omenile še Rdeče vino in kri. Ja, kot sem rekla, za kri v bistvu alkohol povzroča slabokrvnost, zelo pogost je pa ta, da je deci vina dober za srce. Ne? Tukaj, na tem področju pa je bilo res narejenih zelo veliko raziskav. In sicer so zgodnejše raziskave govorile, oziroma kazale, da naj bi bile osebe, ki pijejo znotraj teh manj tveganega pitja, celo bolj zdrave, kar se tiče srca, kot osebe, ki ne pijejo. So pa potem kasneje zelo nasprotniki tega zelo pregledali to raziskavo v smislu, ali so vzdržne z metodološkega vidika, in so ugotovili, da so bile te osebe, ki niso pile alkohola, osebe, ki so večinoma nehale piti alkohol zaradi nekih zdravstvenih težav in so bile že v osnovi slabšega zdravja. Tako da so takrat, to je bila ena taka prelomna študija, ki je res ovrgla to teorijo, da alkohol blagodejno vpliva na srce, predvsem na ishemično bolezen srca. In v bistvu zdaj, če povzamem, izsledke raziskav ugotavljajo, da alkohol kvari srčno mišico, da vpliva na srčni ritem, lahko povzroča aritmije. In pa taka zelo pomembna, ki jo tudi mogoče manj poznana, alkohol dviguje krvni tlak in s tem poveča tudi možnost za srčno-možgansko kap. In če vemo zraven tega, da če tudi bi alkohol imel pozitiven vpliv na srce, vemo, da vpliva negativno na vse organske sisteme, vključno z možgani, potem celokupno res ne moremo govoriti o nekem pozitivnem učinku na zdravje. Kot zadnje vprašanje me zanima, kam se lahko odrasli in pa tudi mladostniki obrnejo po pomoč? V primeru težav zaradi pitja alkohola je morda prva točka za odrasle ali pa tudi za mlade osebni zdravnik. Potem obrnejo se lahko tudi v centre za duševno zdravje odraslih, centre za duševno zdravje otrok in mladih. Več informacij o tem najdete na spletni strani Mira. Za mlade pa morda omeniva še spletni portal To sem jaz. Gre za portal, ki ga pri nas snujemo z našo celjsko ekipo, kjer pa mladi lahko anonimno, brezplačno postavljajo različna vprašanja o odraščanju, o spolnosti, o različnih težavah, ki jih imajo, tudi o alkoholu. Ta portal deluje že več kot 20 let. Jaz sem že od samega začetka svetovalka na tej spletni strani in moram reči, da se kar dostikrat pojavijo tudi vprašanja o alkoholu. Zelo zanimivo, ne samo tista, kjer je alkohol v družini problem, ampak tudi na primer vprašanja mladostnice. Ta se mi je zdaj pred dnevi vtisnila v spomin, kako naj rečem prijatelju, ki pije, da ne bom šla z njim v avto, da bom zavrnila prevoz z njim, ker je vpit, me je sram, kaj si bo mislil. Torej tudi ta, v bistvu te pa hkrati navda za neko pozitivno noto, da mladi tudi o teh stvareh zdaj, tako kot sva že prej rekla, da se je ta prometna varnost in pa odnos mladih do nje spremenil, te pa tudi navda z neko pozitivnostjo, da se morda tudi dogajajo neke spremembe v tej smeri. Spremembe na bolje. Na bolje, tako je. Najlepša hvala za ta pogovor. Hvala za povabilo. Hvala vsem, ki ste nas poslušali, in vabimo vas, da poslušate še tudi ostale podcaste NIJZ-ja.